Stvari so lahko zelo preproste. Zato sem jaz rada tukaj na Novi pošti. Zato sem tukaj zgodnike štekajo in sam pridejo gledati ljudje, ki štekajo. Občutek imam, da lahko tukaj povem vse, kar hočem. Lahko vam recimo govorim o problemih, ki smo jih na začetku imeli kot kolektiv Nove pošte, ki smo se ene par mesecev ukvarjali samo s tem, kakšne so naše pozicije v kolektivu, pa smo igralci, izvajalci, a bodo naše ideje upoštevane in izvedene. Lahko vam povem, da smo padali v zmes totalne repatriarhalizacije. To dobro beseda. Repatriarhalizacija. Kaj je nagovor navaja? Repatriarhalizacija. Repatriarhalizacija. Ja, ni to lahko, ne? No, to je takrat, ne, ko beli, debeli moški, približno srednjih let, mislijo, da je Bog in da smo pač... Mislijo, da je Bog in da smo pač igralci sužnji njegovih idej. Padli smo v situacijo, kjer se proti moški jemljajo pravico, da ne vejo, da prihajajo nepripravljeni na vaje, da imajo tako gaben odnos do nas. Tako malo profesorski, tako malo uničujoč. No, ko smo se pa jim kot igralski kolektiv zoprstavili, ne, so pa stvar obrnili proti nam, ne, pa spet tebe gledam. En tak lep primer čustvenega izsiljevanja. Lahko povem tudi to, da ti moški mislijo, da so od vsega upravičeni, da so entitled. Še eno podarjamo. Entitled. In da smo pač mi neki debili, kam vse to požrli. Padli smo v neko fake demokracijo, ki se je pretvarila, da je demokracija. Lahko vam povem, da to, kar zdaj počnemo, je reševalna akcija za neko kljukico. Pa se režiš ti. Čeprav smo se odločili, da pač tega na Novi pošti absolutno ne bomo počeli, zato ker Nova pošta je no frame. Okay? Lahko vam povem tudi kaj čez svoje kolege, ne? Ki mirno žrejo ta drek in se smehljajo v pričakovanju novega angažmaja. Lahko vam tudi povem kaj čez matično gledališče, ki se dela, da je alternativno in progresivno, pa da malo pogleda tole statistiko, ne, preteklo sezono, ne. Ta teater producira predstave teh belih, debelih moških, pa še eno žensko, da si malo popravi tisto. Lahko vam povem, da sem globoko razočarana, da nečim, kar bi mogel biti poligon svobode in eksperimenta, je pa poligon zavisti in ambicije. O vseh teh stvarih lahko govorim. Ampak ena tema je pa tukaj prepovedana. Absolutno prepovedana. Zato, ker smo premajhni. Zato, ker se predobro poznamo. Zato, ker smo vsi že velikrat delali drug s drugim. In zato, ker vsi dobro vemo, kaj se dogaja. Pa noben nič ne reče. Jaz pa tudi ne. Hashtag MeToo. Zdaj, kot mlada igralka sem jaz lahko malo sem lahko predvidela, kaj me čaka, no. Tudi te zgodbice v casting couchih niso bili tiste zgodbe, pa tudi videla sem kakšen film, ne. In kot otrok sem imela ene par takih izkušenj. Sošolec, ki je bil takrat se temu rekel, da je bil zaljubljen vame, me je počakal v zasedi, ker sem bila v kopalnici, me s pomočjo drugih sošolcev zbil na tla, se je ulegel name in na meni simuliral spolni odnos. Sledilo je kričanje, putanje vrat, klici na pomoč. Učiteljica je ponorela, se je fanta nagnala ven iz te kopalnice. Meni je pa rekla, da je fant vame zaljubljen in da pač kaže to na malo neprimeren način, ampak da ne bom vesela, da je to kompliment. Zdaj, druga bolj mučna stvar se mi je zgodila v 6. ali pa 7. razredu osnovne šole. Zakaj vem, da je bolj mučna? Zato, ker se spomnim več občuti, pa manj dejstva.
Zdaj, jaz sem nekaj kako je danes, ampak takrat je bilo otipavanje v osnovni šoli nekaj popolnoma normalnega. Pač noben profesor tega ni jemno resno in pač punce smo se zelo hitro naučile, pač, da treba malo stisniti zobe, pa pač mimo, ne. Sprehod po hodniku je bil velikrat špalir ponižanja, ki se je včasih povlekel tudi po šoli. En dan je ful zapal snega in smo se sošolci odločili, da se gremo skupaj sankati na Kurilencu v tom zdravnem bloku. In smo šli domov in smo se pač preoblekali v te bunde in vzeli smo sankati. In ko smo prišli ven, je bilo tega snega precej, tako 30 centi je zapadlo orm, tako da smo orm gali. No in mi gremo proti tem sankališču in me sošolc iz paralelke me enostavno prime, me porine v sneg, tako da padem na hrbet, naredim tazga angelčka, se uleže name in potisne na tla, ne se da to traja celo večnost, in me celo orm vprašal. Postane gre. In jaz, ko sem se postavila spet na noge, jaz sem bila besna in osramočena in nisem vedela, ali ne grem domov, pa s tem priznam sama ne vem kakšen poraz, ali pa ne grem na sankališče in se pač delam, da se nič ni zgodilo. Takrat sem bila še malo nekonfliktna, pa preponosna v bistvu, da bi dala drugim vedeti, koliko sem prizadeta, in sem se pač odločila za to slednje in sem šla na sankališče in sem se delala, da pač nič ne bilo. Zdaj, naslednji dan, vodila sem šolski radio, sem pa po šolskem ozvočenju rekla, da je fant iz paralelke prasica in sem spustila en komad. Zdaj, prnorela je najprej razredničaka, pa ravnateljca, da kva je z žalom sošolca po ozvočenju in da mi grozijo kar pred izključitvijo. Zdaj, jaz v bistvu ne vem, mislim, da takrat nisem na to artikulirana, da bi v bistvu lahko njima znala povedati, da je bil ta izbruh, ki sem ga imela na šolskem radiju, v bistvu edina obramba pred tem, da so pač te fanti lahko z mojim telesom počenjali glih točno to. Mislim, da jim nisem povedala zaradi tega, ker že sam to, da bi mogla to še enkrat povedati, se mi zdel absolutno vulgarno. Zdaj sledil je okoj pred izključitvijo. Jaz sem bila odličnakinja, predsednica razreda in imela sem vedno vzorno vedenje, tako da je to kaštal. In doma se pač nisem upala povedati. In sem s strahom čakala na to priporočeno pismo, ki je nekaj sobote zjutraj tudi dejansko prišlo domov. Zdaj mama je to odprla in je pač kompletno flipanila, ne. In zdaj v bistvu tudi njej, ker sem ji zaupala vse in nisem povedala, kaj bo. Enostavno pustila sem, da gre stvar mimo. Zdaj, jaz ne vem, ali bo zaradi teh stvari, ali me je sam puberteta totalno udarila, ampak v srednji šoli sem bila kompletno aseksualna. Obrila sem si glavo, nosila sem prevelike rekelce od detka, da o kakšnem seksu pa to ali pa kakšnih stikih s fanti sploh ne govorimo, tega pač ni bilo. In s to strategijo sem potem nadaljevala na faksu, kjer sem pač... Točno vem, kaj to govoriš. Znate že vsak odnos moški, ženska, že potencialni spolni napad? Ne, pa te razumem, da je skozi tisočletja tega patriarhalnega zatiranja, so zdaj imajo tele spolne popustile, in zdaj to vam brizgamo. Ampak glej, vsem ti to ne daje nobene pravice, razumeš, da naš tle zdaj teroriziraš. Teroriziram. Teroriziraš, jo. Da se sploh, se bojim iti ven, plesati, pit, razumeš, da srečam tam neko bejbo, pleševa in pol greva, Bog ne da je nažgana dan in se poseksala, ne. In če ti zjutraj vlažnih oči ne rečem, kako sem noro zaljubljen, razumeš, me lahko zleče na sodišče. Ti bi prav rad. Prav rad bi, da javno za to tukaj. Prav želiš si različno? Ne. Ja, okej. Zgrejmo se sedaj dol. Bravo! Dobro, ne? Malo spostavljeno
Ok, mogoče sem takrat to hotla, ampak pa sem to obžalovala. Ampak jaz sem jebeno, artikulerano in zavedajoče se človeško bitje, ki sem sposobna jasno artikulirati in izraziti svoje želje, zato te nisem pač obdržila posilstva, da sem ugotovila kakšen kmetci. Mislim, če bi pa seksala proti moji goline, potem bi bila pa stvar popolnoma drugačna. Ti štekaš razliko? Štekam jaz. Za tebi se bi redo, da prosila žensko, da tega potapam. In nobenega znaka ni zdala, da ti ne paša. Še pogoltena si. Fucking kje ti živiš, pizda, dej fucking grow up, ej. Ti imaš 100 kil, jaz ti imam pa 50, pizda. In če se ti uležeš name, pizda, jaz nimam nič več za narediti. In samo takole, kot Gregor Samsa, lahko imaš z nogicami. A hočeš kakšno jebeno statistiko, pizda? Vsaka tretja ženska in vsak 7. moški je posiljen v Evropski uniji. V Sloveniji pa vsaka 5. ženska in vsak 7. moški. A veš zakaj? In kolikrat je storilska zdoma, ti meni povej, no? Veš, pizda, rezultat limitira k nuli. In zakaj? Zaradi takih jebenih pogovorov, pizda. Mislim, da bi država mogla vzpostaviti in izvršiti mandat verbalnega konsenza. Ja, ampak to bi ščital državo, razumeš, seks bi pa najebal. Mislim, da jo vprašajo, kaj hočemo. Mislim, jaz tako točno povem, kako hočem, da jo pofukaš, in Urška tamle lahko točno pove, kako hoče, da jo pofukaš. Kaj pa, če Urška hoče, da je tako pofukan, da ona ne bo vedela, kako hoče, da jo pofuka? Ne bom jo vprašal. In zakaj pa ne? Je zato, ker to ni seksi. Lej, bom po angleško, ker ti je to všeč. For the moment, I'm not fucking, I'm talking to you. And I have exactly the same satisfaction as if I were fucking. Ej, kaj pa to? Kaj pa to? Trije študentje pred predavalnico primejo mlado študentko za vrat in jo peljejo direkt v kopalnico, ki jo postavijo pod mrzo tuš in jo stuširajo. In pa reče, prid malo z nami, prid malo v tole sobo, kjer je tale elektronski mikroskop. In valjda, kaj ona naredi, ona pač gre za njima, kaj je mokre, vsi bodo videli, da je mokre in pa gre pač z njimi tja noter. Potem reče, no daj, zdaj pa obleče tole laboratorijsko tole opremo. In ona pač v skafandre. In ona se začne dajati gor najprej hlače, razumeš, pa se to zapne, da se lekaj se vne mokre cote, potem si dam gor še tele rukavice, polno kapco, pa dam si gor še tele, pa se že jebene copatke, ko dobiš iste pri ginekologu, no to si sedam gor, ne, in pa mi reče, zdaj se pa tam vset, ne. Zdaj, mlada kolegica jebeno, zdaj ti bomo pa pokazali, kako ponovi kaznujejo alfa samico, ko se jim noče podrediti. In so vzeli svoje kurce ven in so se ga začeli tam trkati. In pa so si ga strkali in so šli ven, mene so potem jebeno pustili mlado jebeno študentko biologije, da sem tam sedela, kjer fucking jebeno šmrku. Pa ni noben se nobenega dotaknil, pa noben ni bil nasilen, pizda, samo fucking jebeno pogovarjali smo se. In zato sem jaz intuitivno kao izbrala strategijo pogleda drugam. Pač nisem hotela biti seksualni objekt. Niti v življenju, fucking niti na odru, razumeš? Jaz hočem, da se me najprej posluša, potem se me pa jebeno gleda. Ne. In pač ta strategija je bila zelo taka preprosta. Nisem se seksi oblačila, a ne se Kristjan? Nosila sem takele spodnje gate. A res primaš, ne? So bile bolj znutane, te so neke nove. Fugaj, kako se temu reče. Nosila sem očala, vam bom pokazala. Se slabo videla. Ta očala so bila obramba. Jaz sem se skrila z temi nevidnimi očali. Očala so seksi. Mogoče tebi. Tudi na odru se nisem glih obnašala kot seksualni objekt. To je v Sloveniji všeč samo isto Kokovač. V glavnem, pač nisem spirkala z nikomer in bila sem pač namerno neprivlačna. Kasneje sem pa ubrala še eno strategijo. Začela sem hoditi z igralcem, s Primožem, s katerim sem bila v vseh projektih. Tako da bi se imela bodyguarda, no. Hvala, Primož. Ker pač režiserji so vedeli, da smo mi da skupaj in pač doben pač potem neč hotel noč. Zdaj... Kljub vsem tem strategijam so se dogajale pač čudne stvari. Sem režiserjeva roka, ki je mičkan predolg časa na tvojem hrbtu.
pa nenadni prihodi v garderobo, ko sem bila ravno srečena, pa mi je nujno treba povedati nekaj par napotkov. Pa res predolgo preigravanje enega in istega seksualnega prizora, pa treba pogoloti na odru, pa vsakodnevno nanašalno dobacivanje komplimentov, to Emil Florentino, pa preveč zastonskih pijač, a pa naša producentka Tina, ki pač pride mimo, pa me pač zaradi pri mene. Tina? Tina Dobnik. Pa soigralčev jezik, ki mi pač slučajno zdrsne usta na neki audiciji za film, čeprav tega. To mi je bilo povšeč, ko nam neče šteje. Ampak... Mogoče sem si pa isto vse narobe interpretirala. Mislim, starejša, ko sem bila, bolj so mi situacije medve. Recimo, tam na glavnem odru, ne, na velikem odru slovenskega medijskega, na velikem odru, ja. Igramo eno predstavo in jaz se tako točem razlovoda, prijem šla na odr in pride mladi kolega in mi stisne snajperja. Pač porine mi prst storiti, ne. In zdaj jaz razmišljam, pa kdo ima to prst storiti? Pa v bistvu ga imamo oba. In pa ali to izraz neke nove povezanosti med ljudmi? Ja, so nekega novega kolektiva, v katerem pač lahko vsak počne tisto, kar pač hoče. Ali to dokaz neke svobode? Mislim pač, da se imamo dobro, no nekaj. No, a pa recimo igramo to predstavo Pavlem Prepadom, jaz visimo eni steni. In ful imam teksta, ful mi težko in plezam in dva mlada kolega z odra, tako da vidno samo jaz, publika tega ne vidi, imate slične hlače in mi kažete svoje punce. Zdaj, a ni to izraz ene preproste ljubezni? In a ni dober biti del ganga, part of the boys, ne? Kolega režiser pride gledati moja predstava in mi reče, če mi bo na tej predstavi stopil, je potem to dobra predstava. In pogleda predstavo in po predstavi reče, stopil mi je, dobra predstava je in ful imaš dobro rit. Potem pa še v neki družbi največjih ljudi razlaga, kako pač mu je stopil med predstavo, kako je to dobra predstava, kako vam je dobro rit, ne. In zdaj včasih, ne, bi jaz pač popizdila, ne, in bi ga poslala v kurac vse in njega in moje frende in partnere, ki mi ni zaščitil, ampak on ni nek debel, star, slinast tip, ampak je nek mlad, urejen levičar, pa ful dobro se oblač, pa v bistvu mi je dal ful dober kompliment, ne. Mislim, jaz sem pač pri skoraj 42 res dobro rit, mislim, mogoče je ta kompliment bil malo rudimentaren, ne, ampak končno sem postala one of the boys. Vem pa točno, kje se je vse začelo, ne. Začel se je pa v bistvu z napako, ne, smedane. Na nek casting, pač za nek film sem mogla postaviti par fotk in pač med takim nenavadnim headshotom, ne, se je čisto slučajno, ne, tako, ne, znašla tale fotka, ne. Zdaj, jaz tako hiter odgovor od casting agentke nisem nikoli v life dobila. Mislim, casting agentka, ker bo moja prijateljica poklicala, pa rekla, a veš, da obstaja tale, kako se reče, proverb, pregovor, so kar si ti naredila, ne. If you've got it, ne, flaunt it. Kar v slovenščini pomeni, ne, to imaš, to izkoristi. Ali pa to imaš, to nos. Šta je tu je? A šta je tu je? To je. Tak je. In res, potem sem razmišljala, kako bi sem se prej obnašala, pa oblačila, ne, mislim, pojete, da umnoli se do trejnici, pa ne, gor. Ja, to sem dote, mislim, a ni bila to neka totalna represija, ki sem jo jaz pač izvajala sama nad sabo? Mislim, a ni zdaj tako boljšno, pa lepšo? Mislim, še vi to se mi znaš zahvalil, da ful hvala, da se te lepšo zvašo, ne? Ja. Hvala še ne. Ja. In kaj, mislim, jaz ne vem, jaz ne moram biti hkrati lepa in hkrati pametna, mislim, in se še hkrati zavedati tega, in kaj, moje teksti so slabše, zato imam navazane nohte, kaj. Mi grejo res na kurac te feministke, ne. Mislim, mi greste na kurac feministke, ne.
pizda s temi svojimi jebenimi biodeodoranti pa z oblekami iz konoplja. Fuck off, pizda. Te pogledajte, kakšne so plačna nesorazmerja. Pa da so, ne vem, da so stare ženske ena najbolj socialno ranljivih skupin, kar jih sploh je, pizda. Pa da kričijo borci za sveto življenje tam ne preporodnišnico. Pa daj pejte fucking šprt kakšno romsko družino. Mene pa primer pustne. Slovenski feminizem, sodobno slovenski feminizem, pizda pa sploh ni resna teorija družbenem položaju ženske, ampak je terapevtska niša za pičke, ki imajo probleme s svojim kulturno-političnim spolom, pizda. In potem se moramo vsi tlele zdaj angažirati in rešvati ta fucking njihov jeben problem. In kaj se zgodi, ne, zdaj bom malo pokazala, kaj se zgodi. Zgodi se pa tole, ne. Mislim, tretji val feminizma, ne. Mislim, je to v redu, no. Sem pokazala na novno strani, veliko primerov. Mislim, je to okej, no. Pa meni se to res ne zdi dober, pizda, no, kaj je to, no? Ja, cool, to je kar nekaj. Kaj pa to, no? Kaj pa to? Kaj pa to? Kaj pa to? Dlaka da pajska. Ja, no, kaj pa to, no, pizda? Back to nature. Back to the future. Kaj je to? S tem se vi več ukvarjate, kot moje kamere. Ja, tako je. No, in poglejmo, ne, kaj so te jebene feministke dosegle v teatru s temi kvotami. Direktorat direktoric slovenskega teatra. Diana Kolojini, Uršula Cetinski, Tina Kosi, Katja Pegar, Barbara Hing-Samobor, Neda Bric, Nevenka Koprivšek, Inga Remeta, Živa Brecelj, Alja Preden, Marinka Poštrak. Pizda pa, da imam rajši moškega direktorja, no, takem se veš, kaj parim. In te babe na teh položajih, pizda pritek postanejo najbolj jebene nasilne možače in se obnašajo kot jebeni tipi, mislim, fucking jebena falična karijera, ne. Ženske pa še vedno sovražijo, ne. Sploh one, ki so lepše od njih, pa ki so lažje od njih. Hude feministke, ne, ampak živijo pa po tele maksimi, citiram. No, jaz sem proti glorifikaciji orgazma. Do orgazma se lahko pripeljem sama kadarkoli 20-krat na dan, če mi paše. Ne moram pa kadarkoli in s komerkoli doživeti dobrega seksualnega dialoga. In moški, ki je blazno zadovoljen, ker sem doživela klitoritični, vaginalni, analni ali astralni orgazem, je po mojem mnenju daleč od razumevanja poante seksualnega odnosa. Enako velja za ženske. Seks mora biti tako izpolnjujoč in psihološko zgovoren med dvema, da orgazem pomeni kvečjemu konec veselja, ne pa edinstven cilj. Se tole pizda promovira tak naš direktorat, direktoric. V bistvu radikalne borke za ženske pravice bi pa vse rade poročili nagrado Zemono z belimi lilijami v jebenih laseh, pa delali bi dramaturgije per Lorencijo. Pa še zadela sem na genetski loteriji. Fakt ne vem, zakaj bi mogla to skrivati, pizda. Ker sem šla čez celo to psihologijo zanikanja in lepote. Kaj se zgodi, ne? Lepi otroci, ne? Imajo bolj privilegijo, zato da so lepi otroci, ne? Medtem, ko poprečno lepi otroci, ne? Morajo biti veliko boljši v glasbi, pa v športu, pač prosperirajo na drugih nivojih. No, in lepi otroci, ko pridejo tja prke 20, ne, izven pubertete, ne, doživijo kompletno krizo, zato ker mislijo, da so vse, kar so v life dosegli, da so samo dosegli zato, ker so lepi. No, in ta raziskovalec, ki je to raziskaval, je prišla ena ful lepa mlada študentka, ki je imela zagovor, in je pač polagala ta izpit in je znala za 10 in je rekel, ti sicer znaš za 10, ampak zato, ker si lepa, imaš celo življenje privilegije, ki bom dal zdaj 9. Ona pa je rekla, kako če sem znala za 10. No in od takrat ima tip samo še pisne izpite. In to je to, kar se fucking zdaj dogaja. Jebena diskriminacija lepih. Zakaj je to što svet? Zakaj brina ti misli, da se jaz zdaj zajebavam, ko prodajam tole repatriarhizacijo, pa ta primitivizem, pa neko jebeno regresijo? Mislim, te pizda, dajmo še enkrat malo premisliti. To je regresija samo po merilih konstantnega napredka. To je pa čisti neoliberalizem. To je ideja, čista neoliberalistična ideja. In v bistvu, fucking meni jasno, če smo mi boljši od naših starih staršev. Mislim, včasih je bilo drugače, boljš. Ženska je imela svojo funkcijo, moški je imel pa svojo funkcijo, pa nobene jebene zmede ni bilo, no. Mislim, zdaj pa poln nekaj anksioznosti, okoli tega, kdo bo pomivalni stroj pospravljen, no, ma daj fuck off, no. Življen sem igral kurbe, kurbe. Ja, no, kurbe. Moški je lovc, ženska pa lahko rodi. In ko boste imeli tipi maternico, se mu pa jebeno drugače pogovarjali. Mislim, kar naravo pogledajte, niste vem, zakaj bi jaz noge zanikal? Da sem jaz naravna ženska. Zdaj je ena nova raziskava, da vsak spermik ti propele moški DNK v glavo možgana.
Meni se ne da več biti pametna, pa revolucionarka, pa ne da se mi več pisati konceptov, pa biti opolnomočena in emancipirana. Zdaj utrudila sem se. Mislim, ženske smo pač odrasli z otroškimi obrazi. Otroci z odraslimi obrazi. Otroci. Štekate, otroci z odraslimi obrazi. In jaz pač hočem imeti dobro vlogo, dober tekst, lep kostum, pa da se režiser lepo obnaša do mene. Zdaj sploh, ko že malo vem, kako to narediti. Tako kot pravi Frank Underwood, House of Cards. Everything is about sex, but sex is about power. Okay.